drvnega napasti ZDA še danes sodi med največje skrivnosti 20. stoletja. Moj referat je poskus odgovora na to vprašanje. Toda problem ni tako velik, če odgovor iščemo v smeri njegovih prizadevanj, da bi sestavljeno vojno spremenil v enotno. Vodja Tretjega rajka se je namreč novembra 1941, ko je Sovjetski zvezi po oktobrskem polomu privjazno in barjansko uspelo ponovno vzpostaviti kontinuirano fronto zahodno od Moskve, začel zavedati, da ne bo več mogel sam diktirati pogojev miru. 19. novembra so prve izjave v tem smislu. Rešitev zase je v položaju, ko je postalo jasno, da se bo protinemška fronta na vzhodu obdržala, na zahodu pa se je vse večjim angažmajem ZDA na strani Velike Britanije položaj za Tretji rajk slabšal, iskal soodvisnosti vseh sil zapletenih v vojno. Predvsem je poskušal preprečiti, da bi se oddaljena Japonska kdajkoli lahko sama sporazumela s svojimi sovražniki. Vse kaže, da se je Hitler za vsako ceno hotel rešiti situacije, ki bi nastopila, če bi imperij vzhajajočega sonca hitro zabeležil tolikšen uspeh, da bi se zahodne demokracije z njim sporazumele, zato da bi lahko udarile po Nemčiji. Dejansko je diktatorju v Berlinu najhladnejše računanje po prvih vrtoglavih japonskih uspehih decembra 1941 narekovalo, da napove vojno Združenim državam in pozabi na presenečenje, ki mu ga je uradni Tokio pripravil aprila tistega leta, ko je sklenil sporazum z Moskvo. Sicer pa je tudi sam avgusta 1939 napravil nekaj podobnega, ko je svoje partnerje iz leta 1956 sklenjenega antikominterskega pakta pustil na cedilo v merjenju moči Stalinovo armado pri Halkingolu. Torej, avgusta 1939 poteka ta spopad med Japonci in Sovjetsko zvezo, ravno v tistih dneh po Hitler sklepa Stalinov pakt. Na Japonskem, kjer nad njegovimi rasističnimi idejami, ki so bile uperjene tudi proti njenim prebivalcem, niso mogli biti navdušeni. Japonski prevod Mein Kampfa je popravljen na marsikaterem mestu, vsaj tako pravijo tisti, ki pišejo v angleščini o tem, ki znajo japonsko. Politična zveza s Nemčijo nikakor ni bila šteta za nekaj ultimativnega. Hitler je s tem, ko je napovedal vojno ZDA, demonstriral težnjo, da takšna postane. Toda Japonska, ki je poleti in jeseni 1941 premagala skušnjavo, da kljub podpisanemu paktu ne napadanju z uradno Moskvo izvede agresijo na Sovjetsko zvezo, se je tudi pozneje izognila temu. Spomladi 1942, kljub velikanskim uspehom v jugovzhodni Aziji in Burmi, ni nadaljevala prodora na Indijski ocean in proti zahodu, kjer bi se lahko srečala s svojimi evropskimi zavezniki in temveč je v srednjo težo svojega napada usmerila proti vodam okoli Avstralije in Indijskemu območju. To sta bili pa tudi smeri, ki sta obetali rešitev parcialnih problemov imperija vzhajajočega sonca. Ne pa, recimo, globalnega problema, kako skleniti mir, ki bi bil kolikor toliko remi, kako so si predstavljali takrat v Berlinu. Če Hitlerju poenotenje sestavljene vojne ni niti približno uspelo, država je imel že pri koordinaciji operacij z Mussolinijem, ki je jeseni 1940 priredil svojim berlinskim zaveznikom presenečenje z vzorom Grčijo, pa sta z veliko večjimi uspehi v tej smeri se lahko pohvalila Winston Churchill in Franklin Roosevelt. Njuna atlantska listina, ki je pomenljivo ostala brez definitivne verzije, je bila prva napoved velikega zavezništva, torej dokončna verzija tega dokumenta sploh ne obstaja. Ko je Hitler napadel Sovjetsko zvezo, je Churchill ne glede na vsa prejšnja nesoglasja ponudil zavezništvo v uradni Moskvi, ki ga je po prvih hudih porazih na svoji zahodni meji tudi sprejela. Ameriški zakon o zakupu in najemu je novim povezavam nemudoma dal oprijemljiv temelj. Toda veliko zavezništvo je vse skozi kazalo svoje sestavljenosti. Predsednik Roosevelt je v Casablanci v začetku leta 1943 v skladu z grantovsko tradicijo iz časa državljanske vojne kot njegov cilj razglasil,
brezpogojno kapitulacijo sovražnih sil, s čimer je nemara res okrepil odpor nemških sil proti zahodnim. Toda na drugi strani je presegel vse skušnjave po separatnem miru kjerkoli, kar je bilo bistvenega pomena za to, da se ne bi ponovile izkušnje prve svetovne vojne, ko poražene države niso bile premagane do te mere, da ne bi mogle kuhati maščevanja kdaj v prihodnosti. Ob tem je seveda tudi dosegal velik propagandni uspeh, saj je vsakomur razglasil, da Hitler vojno izgublja. Dejansko Goebbelsov aparat Rooseveltovo zahtevo po brezpogojni kapitulaciji sam širil in to vsemi pompoznimi koraki k totalizaciji vojskovanja, ki so bili upravičevani z nemožnostjo kakršnega koli kompromisa. Seveda je to počel na podlagi svojega računa z namenom, da bi ukrepil odpor proti vsem silam velikega zavezništva, vendar mu dolgoročno niti v tem kontekstu ni mogla koristiti. Leto 1943 nemara pomeni višek prizadevanj za poenotenje vojne na zavezniški strani. Knjiga Rooseveltovega posebnega odposlanca Wendela Willkija je sicer leta 1940 doživel neuspeh v volilni bitki za Belo hišo z naslovom En svet je najverodostojnejši izraz tega upanja. Njena napoved o dvigu Kitajske, ne glede na to, ali bodo v njej prevladali nacionalisti ali komunisti, se je izkazala za tako točno, da je ni bilo mogoče odpraviti kot dokumenta velikega, povsem nestvarnega idealizma. Toda Teheranska in Jalska konferenca, ki sta pomenili vrnitev v realni politiki možnega, sta trasirali pod drugačnemu stanju. Razlike med vodilnimi silami velikega zavezništva so bile tolikšne, da je bila ubrana srednja pot med željami po povsem novi ureditvi, ki je utelešala snojoča se organizacija Združenih narodov s policaji, 4 naj bi bili ali pa 5, ter tradicionalnimi razdelitvami interesnih sfer. Samo slednja je dajala Sovjetski zvezi zadostno motivacijo za ustrajanje v velikem zavezništvu do konca sovražnosti vsemi članicami Trojnega pakta. Sestavljenost druge svetovne vojne, ki so jo njeni osrednji protagonisti skušali narediti za enotno, dejansko je bil njen potek glede na to, na ta kriterij popolnoma nasprotno. Spopad v letih 14-18, ko Nemčija vendarle leta 17 uspe vojno razcepiti na dveh frontah in se rezultati tam več ne seštevajo, so še posebej poudarjali posebni primeri. Med njimi so značilne, recimo, pomembna in opazna dogajanja na Finskem, v Višijski Franciji, zlasti sporazum zahodnih demokracij z admiralom Françoisom Darlanom leta 1942 in v deželah, kjer je v globalnem spopadu potekala tudi revolucija, to je zlasti v Jugoslaviji, v Albaniji. Prav tako ne gre prezreti izjemnih ravnanj nevtralnih držav, ki so nepojastljive, če ne bi razumele te vojne kot sestavljene. Portugalska je bila kljub avtoritarnemu režimu izrazito naklonjena zahodnim demokracijam, Španija pa se močno nagnila na drugo stran, zlasti v zmodro divizijo na rusko-nemški fronti. Vse to kaže na izjemno kompleksnost vojne, ki se je sklenila leta 1945. Na ravnotežju strahu sloneči mir, ki je sledil, seveda ni bil nič manj sestavljen iz različnih elementov kot poprejšnji spopadi. Paradoksalno je kmalu začel obsegati celo posamezne oborožene konflikte, zlasti tistega v Koreji, v Vietnamu in zelo realne grožnje eksistence človeštva, zlasti v času kubanske raketne krize. Toda hkrati je začel se obstavljati tudi en svet, ki je prvo kolonialno in kombinaciji težečo fazo globalizacije vse bolj opredeljeval kot zgodovinsko. Sveda lahko ta referat do neke mere razumete tudi kot neko metaforo o tem, kako se je vojna v nekem mikrokozmosu, kakršen je bil slovenski, razumela in končala in seveda poprej vodila, torej kot sestavljena vojna, ki si jo tako ena kot druga stran prizadeva prikazati kot enotno vojno, vendar to nikoli
popolnoma ni uspelo. Hvala lepa za vašo pozornost, se vam pa oproščam, ker imam danes še en takšen simpozij v slovenskih podnicah, da vas bom nevljudno zapustil zelo malo. Vem, da s tem malce onemogočam diskusijo, ampak življenje je močnejše od vsakega od nas. Hvala. Spoštovani gospodje, dragi kolegi, spremenjen položaj Slovencev in Slovenije maja 1945, neki test na to bom dal, ker drugače je bil ta referat preveč dolg. Kaj si je zgodilo v Sloveniji in Slovencem maja 1945? Potem je možna samo ambivalentna ocena. Kot je možna samo ambivalentna ocena o predhodnem dogajanju 4 leta med drugo svetovno vojno na Slovenskem. V tem vojnem obdobju je na Slovenskem potekal protiokupatorski narodno-osvobodilni boj in od vsega začetka v njegovem okviru tudi planirana boljševiška komunistična revolucija z vsemi stranskimi pojavi, kot so kontrarevolucija, državljanska vojna, kolaboracija, v katero se je zatekel del protikomunističnih Slovencev. Tako sta konec vojne različno ocenjevala dva tabora Slovencev. Za ene, recimo večino v narodu, za partizane, njihove podpornike, idejne simpatizerje, za večji del neopredeljenih, za izpuščene zapornike iz okupatorjevih zaporov, za izpuščene taboriščnike, za izgnance, ki jih je iz slovenske zemlje izgnal okupator skoraj 70 000, za 10 000 prisilno mobiliziranih Slovencev v okupatorske vojske, ki so se od maja dalje vračali v domovino, je bil maj 45 dan konca vojne, dan poraza nacifašizma in tudi dan zmage, kajti čutili so se kot del mednarodnega protifašističnega boja, mednarodne protifašistične koalicije, torej tudi kot zmagovalci. Za svoje zmagoslavje so potem še dolga leta proslavljali in ga utemeljevali s številnimi pozitivnimi dosežki, saj oni so tako rekli narodno-osvobodilnega boja, z osvoboditvijo od okupatorja za trenutek vsega slovenskega etničnega ozemlja in realizacije zgodovinskega slovenskega nacionalnega programa Zedinjene Slovenije, ob katero nas je pa potem spravila povojna mednarodna konstelacija sil, potem bi lahko morda še na koncu tudi neke naše lastne napake. Poudarjali so spremenjen slovenski narodno-politični status v novi jugoslovanski federativni državi, ki je bil formalno avtonomen, republiško-federalen, ki je omogočil Slovencem njihovo avtonomno ljudsko skupščino, prvo v zgodovini, njihovo avtonomno vlado in avtonomno ustavo, kar mu je formalno omogočalo lažje braniti slovenske nacionalne interese kot poprej v zgodovini. Poudarjali so izboljšano podobo slovenskega naroda v mednarodni skupnosti, naroda kot bojujočega, kot člana antifašistične koalicije. Kaj nam je dejansko vse to prineslo v desetletjih komunističnega režima, tu ne morem govoriti, kolega Granda je že nekaj o tem govoril, omenil bi le, da smo Slovenci poseben fenomen v Evropi, kjer med Slovenci živi še vedno veliko pozitivnih ocen
komunistične revolucije in komunizma, ki ga moderna evropska znanost ocenjuje negativno. Drugi del, manjšinski del slovenskega naroda, ki si opredelil za protikomunistični in protipartizanski boj in del njega celo za kolaboracijo z okupatorjem, je konec manj dočakal kot katastrofo, ki mu je prinesla vojaški zlom, umik njegovih oboroženih enot in z njimi povezanih civilov, ki so dobile in na to hudo krvavo maščevanje komunističnega režima. O tem ne bi razpravljal, ker o tem govori še drugi referati, morda pa v diskusiji bi lahko o tem. Omenil bi le, da danes razklani slovenski narod, ki ga je razklala revolucija, različno ocenjuje dogajanje med vojno in takoj ob njenem koncu. Eni slavijo zmago narodno-osvobodilnega boja in zanikajo, da bi v njegovem okviru izvajali revolucijo, čeprav je o njej ogromno zgodovinskih virov. Drugi zanikajo, da je bil sploh kakšen narodno-osvobodilni boj, ampak predvsem komunistična revolucija, čeprav obstaja o dejanskem narodno-osvobodilnem boju tudi ogromno zgodovinskega gradiva, najbolj domačega spomnim na gradivo v zavezniških arhivih, pa tudi seveda zelo pomembno v okupatorskih, v nemških in italijanskih virih, od nemških umenjal, kar je premalo znano, tu nekateri morda zelo redki. Dva taka fonda, eno so poročila nemškega konzulata v Ljubljani, ki je bila tisti trenutek te italijanske države, to se pravi nemškega konzulata v Italiji, za 2 leti, od spomladi, od poleti 41 potem do kapitulacije Italije. No in potem še drug zelo pomemben vir, predvsem obsežen, so pa tako imenovana tajna poročila nemških oblastnikov iz slovenskega ozemlja, predvsem Gestapa, 2 visokima instancama v Reich, Hitlerju in Himmlerju, tako imenovana poročila iz Reicha, die Meldungen aus dem Reich, kjer jih je za slovenske pokrajine, ki so bile začasno priključene Tretjemu Reichu, to se pravi Spodnja Štajerska in pa Gorenjska, so ta poročila od maja 42 do oktobra 44, 2 leti in pol, jaz sem jih gledal zelo natančno v vojaškem arhivu, ki se je takrat nahajal pred leti v Freiburgu. No in tam sem našel za ti 2 leti in pol kakšnih 25 poročil, predvsem obsežnih, ki imajo približno vse to noto. Slovenci ne marajo Nemcev, Slovenci pa zlasti ne marajo nacionalsocialističnega režima, se nam upirajo, se upirajo tudi oboroženo, delajo atentate na naše ljudi, imamo veliko spopadov s temi banditskimi skupinami, nam škodujejo, skratka pričajo ti dokumenti o tem, da je tu bil odpor, tudi oborožen. Zdaj, o njegovi kvaliteti, o njegovem obsegu imamo druge, boljše strokovnjake, kot sem jaz, o tem ne bi govoril. Ampak moja ocena pa vseeno menim, da zanikanje narodno-osvobodilnega boja ali njegovo marginaliziranje narodno-politično ni modro. Skozi narodno-osvobodilni boj, pa če priznamo ali ne, se je slovenski narod nedvomno afirmiral. Lahko bi omenjali, da je poleg prevladujočega komunistično vodenega narodno-osvobodilnega boja del slovenskega naroda, imenovane demokratične opredelitve, tudi sam dal določen prispevek v protifašističnem boju, čeprav so komunisti to prepovedovali in poskušali tudi to preprečiti. Toda za ta zgodovinski dosežek, afirmacija, nekako osvoboditev od tujcev vsega slovenskega ozemlja, to se pravi in boljši status potem v Jugoslaviji, pa so morali Slovenci plačati zelo veliko ceno.
Vsiljen je bil bolševiški komunistični sistem, ki ga je skozi revolucijo v teku narodno-osvobodilnega boja vodila komunistična partija. Komunistična oblast je po koncu vojne organizirala v svojem ideološko-strateškem načrtu barbarski, nepotreben in nelegitimen preboj velikega števila svojih protirevolucionarnih političnih nasprotnikov, katerih del se je v svoji organizacijski in vojaški nesposobnosti upreti se komunističnim partizanom in iz napačne politične presoje zatekl po pomoč okupatorju in s tem zdrknil v aktivno kolaboracijo. To grozljivo dejanje poboja, mislim, ki ga je komunistični režim ukalkuliral v svojo strategijo, enkrat za vselej se znebiti političnih in razrednih nasprotnikov, je pustil v narodu pretresljivo globoko bolečo sled, ki deli narod 70 let po koncu vojne, po koncu fašistične okupacije še danes. Slovenski narod in njegovo zgodovinopisje celih 45 let pod komunističnim režimom nista mogla svobodno in objektivno razpravljati in ocenjevati dogajanja med Slovenci med vojno in po njenem koncu. Danes, 25 let, v demokratični slovenski državi so vsaj dani formalni pogoji za takšno razpravo in ocenjevanje. Slovensko zgodovinopisje je že naredilo nekaj korakov v to smer, če omenjam samo pred zdaj bo kmalu 11 let, ko je bil tu en velik interdisciplinarni simpozij zgodovinarjev, filozofov in pravnikov o vojnem dogajanju z naslovom Žrtve vojne in revolucije, ki smo se ga udeležili ljudje različnih ideoloških usmeritev, pa smo prišli do nekih pomembnih skupnih ocen, da je pač bila revolucija prva, ki je sprovocirala državljansko vojno in tako naprej. Potem sem takrat že pisal, tudi v zadnjem članku, ki ga bom zdaj omenil pred enim mesecem. Torej, če je zgodovinopisje naredilo že nekaj korakov v smer, pa še vedno ostaja slovenska laična in politična javnost glede ocenjevanja tega dejanja močno razklana. Za zaključek tega svojega razmišljanja bi ponovil samo misel, ki sem jo zapisal v svojem članku, humanistična načela, ključ za razumevanje vojne in revolucije, objavljeno v sobotni prilogi Dela 18. aprila letos. Ta ocena je pa takole. Zgodovinska veda je sposobna analizirati zgodovinsko dogajanje in delovanje na osnovi zgodovinskih virov in podati oceno le-tega v kontekstu časa. Toda pri tem se mora opirati na temeljne etične in politične postavke, ki jih sprejema kulturna in socialna antropologija povojne Evrope, ali drugače rečeno, ki so v skladu s splošnim, od civiliziranih narodov priznanim kodeksom etičnih vrednot in pravil družbenega sožitja. Žal pa izjave nekaterih slovenskih humanističnih in družboslovnih znanstvenikov ter nekaterih politikov kažejo, da ne upoštevajo in da niso zavezani tem vrednotam, ne krščanski ljubezni do bližnjega, ne liberalno-razsvetljenskemu humanizmu. S tem problemom pa se bo morala slovenska humanistika še precej spoprijemati. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor Šumsko, za ta razmislek. Besedi pa vabim profesora dr. Janeza Lukanta, ki je svoj prispevek naslovil Ustrahovani narod na vodi resnici svoboda. Hvala lepa za besedo, spoštovane in spoštovani. Govoril bom nekako bolj na teh zunanjih okvirih, ki so bili že rečeni, in poskušal odgovoriti na zelo zahtevno in seveda po svojih skromnih osebnih uvidih tvegano vprašanje, kako so pravzaprav idejni in vrednostni tokovi potekali v teh procesih, ki so bili že sedaj omenjeni.
V tem smislu, da je pravzaprav posebej, kar je zdaj govoril Janko, da je potrebno te stvari postaviti na antropološko-etične temelje. In to je nekako moje razmišljanje vse skozi, tudi delovanje v teh 25 letih, kar smo lahko tudi svobodno začeli o teh stvarih razpravljati. Seveda sem se pa v tem smislu tudi šolo prej in nekako mi je to tudi osebni etični izziv. Max Scheler je v svojem delu o večnem človeku leta 1921 poudaril, da Evropa, oziroma Evropejci, kot celota, pravi posamezniki še, ampak kot celota pa nič več, ne opuščajo temeljne krščanske vrednote in seveda zaradi tega je žal v Evropi prevladuje le tehnična organizacija, navajam, z lastno logiko svojih kručij, svojega blaga, svojih strojev, svojih metod in tehnik, zdaj tudi industrijske vojne, torej tudi njenih moreskih strojev, konec navedka. Še bolj izrazito je to vprašanje izpostavil francoski biolog Jacques Monod, ki pravi takole: nobena prejšnja družba ni doživela take raztrganosti kot tam. Nadaljuje, da smo v dobi razklanosti, saj naša spoznanja nič več ne temeljijo na grobih duhovnih temeljih, pač pa na ponaredkih te pristne duhovne resničnosti. Pravi, prvič v zgodovini nastaja civilizacija, ki se izročilnemu animizmu, s tem misli duhovni svet, ne neki animizem, recimo preprostih narodov, ampak sploh duhovni svet. Se pravi, duhovni utemeljitvi svojega vrednotenja in delovanja kot viru spoznanja, kot viru resnice, odpoveduje. A vendar v utemeljevanju svojih vrednostnih postav brezupno ostane navezana nanj. Zato pravi dalje, liberalne družbe Zahoda znajo kot temelj svoje morale navzven še neko zavrgljivo mešanico judovsko-krščanske religioznosti, v narekovaju znanstveno napredne vere, spet narekovaju naravnih človekovih pravic in utilitarističnega pragmatizma. Konec navedka. Po njegovem so bili v prvotnem izročilu pomembne te duhovne temelji in zanimivo, kar pravi potem dalje, pravi, še v nekem smislu so ostale temu zveste marksistične družbe. To je presenetljiv stavek in bom poskušal iti v to smer. Pravi, zakaj? Ker so priznavale še neko, navajam, materialistično dialektiko religije zgodovine. Torej na glavo postavljeno religijo. Konec navedka. Po Monoju naj bi bila moralna ukoreninjenost očitno bolj trdna v marksistični družbi, kakor pa v ostalih liberalnih družbah. Zaveda pa se, da je religiozna drža tista, ki nekako utemeljuje naše življenje in Evropa pač o tem ne vodi več računa, kot se preprosto reče. Tako velik prepad povzroča laž, ki mori in raztrguje vest vsakega človeka, ki ima vsaj nekaj kulture in inteligence in se ne iztrga onemu moralnemu strahu, ki je vzrok vsakemu ustvarjanju. In zanimivo, da Monod, recimo, vidi v tem ravno marksistično pot, ki je pa po nekem smislu tudi prevara in jaz osebno nadaljujem s tem, da je marksizem namreč ravno dobro izkoristil to moralno praznino, o kateri govorita oba misleca in poskušal nekako peljati Evropejce žejne čez vodo. Temu so podlegli celo krščanski duhovi, kot pri nas Edward Korsberg in drugi. Razumljivo, da je svobodoljubni francoski znanstvenik Monod prizanesljiv do tega, kljub temu, da je najbrž vedel, kaj se dogaja v Sovjetski zvezi in drugod, kjer je zavladal komunizem. Opazil pa je bistveno potezo tega dogajanja, namreč laž ideologije, o kateri tudi on govori, ki ima svoje korenine v modernosti človeka, ki je sklenil, da ne bo več služil, pač pa silo gospodoval. Ali, kot je na Brezjev jasno in nedvoumno se izrazil gospod Načkov Zore, ki pravi takole:
Ljudje so verjeli besedam, ki so donijeli iz zvočnikov. Dali so se prepričati, da morajo namesto orodja vzeti v roke orožje. Da jim zemlja ni treba obdelovati, ampak jo morajo osvajati. Da jim ni treba proizvajati dobrin, ampak jih naj vzamejo bogati. Verjeli so celo, da je treba za osvajanje zemlje in za imanje dobrin druge ubijati. In so začeli ubijati Jude, Rome, Slovane, sosede, kraljeve, veljake, posestnike, konec navedka. Morda je ta njegova jasnost in nedoumnost razlog, da je slovenska medijska tehnologija, ki je sicer govore škofov na Brezjah zelo pozorno spremljala, tokrat popolnoma umoknila. Številna dela o sovjetskih, kitajskih, vietnamskih in še drugih in že tudi slovenskih zločinih komunizma govorijo o krvavih deželah, tragikih ljudstev, gulagih in hudih jamah. Denimo še območje Kamnika hrani v metrih 16 grobišč, v katerih je po ocenah pričevalcev, kdaj bomo uspeli prešteti vse te nesrečnike, okoli 8000 žrtev povojnih pobojev. In če naš odnos sveta do njih primerjamo s tistim do žrtev Srebrenice, moramo žal priznati, da smo še daleč od tega sočutja. Laž, kot je zapisal Lešek Kolakovski in so potrdili številni drugi, je torej nesmrtna duša komunizma in številni so se pustili zapeljati mamljivim obljubam. Razlog je seveda neurejeno stanje moderne družbe, ker so delavci morali in morajo žal še danes plačevati ceno za tako imenovani napredek, ki je bil tudi en izmed glavnih terminov bivšega režima, kot veste. Kot je zapisal papež Janez Pavel II, smo kristjani pri tem tudi odpovedali in zato seveda tudi nosimo soodgovornost za ta položaj, zato je bolje deloval komunizem, sredstvi, kakršne pač imel razpolagal. Z omenjeno lažjo pa so to ceno plačevali desetine milijonov pobitih v tem revolucionarnem procesu, plesu po Evropi in po svetu. Druga sestavina tega marksističnega delovanja pa je ustrahovanje, in sicer z modernimi sredstvi. Kot sta poudarila Bauman in Arendtova, je bila propagandna mašinerija, ki je tako izpeljala lametrijevo krilatico človek-stroj in jo uvedla tudi v dejansko politično delovanje. Propagandni sistem je pripravil podlago, politični teror pa je izpeljal izvajanje strahovlade in sicer v lepih, lažnih in blestečih besedah v imenu naroda, kot se je izrazil diktator na balkonu univerze 26. maja leta 1945, natanko 3 leta potem, ko so njegovi krvniki umorili teološkega profesorja Lamberta Ehrlicha. Ključni pogoj za izpeljavo revolucije je bilo torej poleg laži tudi ustrahovanje. Ne le preprosti, neuki ljudje, pač pa celo intelektualci, kar je še posebej tragično, so se dali upeti v to narekovajo zgodovinsko nujnost, kot je dejal Tito Otonu Župančiču ob isti priliki. V ta namen so komunisti leta 1942 izvajali teror nad vplivnimi Slovenci, glavne žrtve pa so bili katoličani. Spomnimo le na Kardeljevo pismo Titu, kako v Sloveniji deluje voz in pismo istega vozu z motom iztreblete vse. Razumljivo, da nečloveško terja ravnanje. Justin Stanovnik po izraelskem predsedniku Menachemu Beginu pravi, ki pravi, ljudje ne smejo biti nikoli več pasivne žrtve, zaključuje, to pripombo imamo lahko za svojevrstno podporo slovenskemu odporu proti bolševističnemu totalitarizmu. Konec navedka. Ustrahovanje ustvarja pasivne žrtve, kot so bili nekaj časa Slovenci, dokler se niso začeli upirati med vojno rdečemu terorju. Kot je izjavil v oddaji Pričevalci Marko Kos, je bil namen ustrahovati potencialne nasprotnike, da ne bi nihče organiziral odpora mimo partije, kot je bilo danes že rečeno. Danes imamo dovolj podatkov, ki potrjujejo, da je partija v tem projektu bolj kot osvoboditev načrtovala revolucijo in predvsem oblast novega razreda, kot je zapisal Milovan Džilas.
Zato je bil sestavni del strategije to ustrahovanje. V tem smislu se je začelo to že leta 1941 s poboji Slovencev, ne toliko okupatorjev, in nadaljevalo z vso ihto leta 1942 in seveda potem naslednja leta. Komunisti so bili zato pripravljeni sodelovati tudi z okupatorji, napadati pa tudi svoje zaveznike, krščanske socialiste, Sokolje, celo Angleže, če bi se skrcali v Istri, kot je zatrdil isti gospod Kos. Skratka, človeštvo je bilo postavljeno s temi dvemi skrajnostmi v čas skrajnosti, kot bi rekel Henrik Hobsbawm. V Grossmanovem romanu Življenje in usoda pisatelja Ljubljakinja, židovska zdravnica Sofija Osipov na to opisuje takole. Sama pri sebi se je zelo čutila, ker je bilo potrebno le nekaj dni, da je prišla obratno pot od človeka do umazanega in nesrečnega brezimnega živinčeta, oropanega svobode, medtem ko je pot do človeka trajala milijone let. In tu nekako pojasnjuje tisto poanto, ki jo dajeta tako Scheler kot Monod in seveda še številni drugi, kako so se stvari pravzaprav postavile na glavo. In to je nekako prva moja teza, druga pa je, da smo zdaj na poti postavljanja vode. Ker je laž tako dolgo in prefinjeno vladala in še vedno marsičem vedri nad slovenskim demokratičnim nebom, je pot do resnice seveda zato toliko bolj zapletena. Človek sicer ne more živeti v neresnici, zato je tudi posledica laži in ustrahovanja vedno zelo huda za osebno in družbeno življenje. Če pa iščemo resnico človeka, posebej trpečega, žrtovanega in zatrtega, potrebujemo kar nekaj prisebnosti in zavzetosti. Judje leta 1945 niso govorili o svoji bolečini. Celo svojim otrokom ne. Čeprav so bili ti traumatizirani, posledice se prenašajo namreč tudi neverbalno. Pri nas zarota molka še vedno umetno in nepregledno deli družbo na poveličane rable heroje na eni in žrtve brezimne in odvečne družbene člane na drugih. Zato seveda je tudi to eno izmed pomembnih vprašanj našega spoštovanja in tudi samospoštovanja. Kljub demokratičnosti še traja izkoriščanje ustanov in posameznikov večine por narodovega in državnega življenja za polpretekle totalitarne ideale, kot je bilo danes že omenjeno. Vihrajo simboli in posebno v medijih in sodstvu tudi mehanizmi zatiranja socialistične ideologije, kot so se pokazali v različnih prilikah v zadnjih letih. Zdržuje se pohabljanje ljudi tudi v tranziciji, kakor se je dogajalo tudi po preteklosti. Novinarjev, politikov, predvsem mladih, demokratični socializem, recimo, tudi to je ena izmed vrst tega pohabljanja. Tako resnica zelo težko prihaja na dan in je seveda njena moč le v prisebnih, odločnih in pokončnih ljudi. Zato je seveda za nas vse izjemno pomembno to spreobrnenje in v tem smislu hočem govoriti o rekatolizaciji Slovenije. Zakaj je ta pojem recimo tako negativno nabit in zakaj so ljudje v Sloveniji tako alergični na to, je seveda razumljivo, ker gre pravzaprav ne toliko za to, da bo cerkev vlada, to itak vsi vemo, da cerkev nič ne vlada v Sloveniji, ampak gre za to, da svoje temelje postavi na krščanske temelje. Ti krščanski temelji so pa tudi temelji krščanske Evrope, če hočete, ne glede na to, ali jih sedaj tako imenujemo. Meni ne gre za to, da bo vladala cerkev, ali tudi da to imenujemo rekatolizacijo, recimo vračanje katolištva, ampak gre mi za to, da postavimo našo družbo na vrednote, ki jih zagotavlja demokracija. To je bistveno povezano z vprašanjem pogleda na zgodovino, kajti Hans Georg Gadamer, znani zgodovinar, eden izmed največjih teoretikov na tem področju, pravi, da je resnica preteklosti oziroma zgodovinska resnica bistveno povezana z našim gledanjem na sedanjost, kajti odkrivanje preteklosti nas usposablja za življenje v sedanjosti in zato je pot do resnice o človeku v presebnem dialogu in zvestobi odkrivanju resnice. Nemci so šele v 70-ih letih prejšnjega stoletja
začeli odpirati probleme holokausta. Južna Afrika je ustanovila komisije in tako dalje, o tem je bilo tudi danes že govora. Manjko, tudi pri nas so se postavili take poskusi, recimo leta 95 do 50-letnici smo imeli v Šentvidu posvet na poti k resnici in spravi, ker smo se pravzaprav tudi vprašali o teh demokratičnih vrednotah in seveda tudi povabili politike. In v tem smislu posebej pomladne politike in pravzaprav je bilo tudi to eden izmed poskusov, da bi ljudje bolj presebno se lotili tega vprašanja in seveda zavedati se moramo, da je postavitev vrednot omogočale na ljudje, ki te vrednote zastopajo. In zato mi seveda gre. Zato seveda ne gre le za to, da bi to počeli neki entuzijasti, zanesenjaki, kar beseda tudi pomeni, da ste neizkušeni, ampak da bi to počeli vsi odgovorni. V tem smislu sem seveda tudi osebno kritiziral oblikovanje Zdenka Roterja v pričo predsednika Drnovška, ki nas je povabil na posvet o etiki in sem rekel, da je težko govoriti o etičnih vprašanjih, če se odlikuje človeka, ki je v preteklosti deloval v smislu strahovanja ljudi in zavračanja demokratičnih procesov. Zato je seveda demokratičnost plod zelo zahtevnih procesov, s katerih smo vpeli vsi. In seveda to počiščenje je pot, ki jo moramo upraviti. Drugi Vatikanski cerkveni zbor v zvezi s tem pravi za kristjane takole, navajam, spoštovanje in ljubezen se morate raztezati tudi na tiste, ki v družbenih, političnih in verskih stvareh drugače mislijo in ravnajo kakor mi. Čim globlje namreč bomo človekoljubno in dobrohotno razumevali njihov mišljenju, ter laže bomo prišli z njim v pogovor. Ta ljubezen in dobrohotnost nas seveda nikakor ne sme delati brezbrižne do resnice in do dobrega. Nasprotno, ravno ljubezen priganja Kristusovo učence, da resnico, ki odrešuje, poznanejo vsem ljudem. To, da razlikovati moramo med zmoto, ki jo je treba vedno zavračati, in med tistim, ki se moti in ki vedno ohranja dostojanstvo človekove osebe, tudi tedaj, kadar ga obremenjujejo krivi ali manj pravilni verski nazovi. Projekt rekatolizacije je torej zelo zahteven in nikakor ni to samo družbeni proces, ampak je proces tudi same cerkve, kako govori tudi sodobni papež. Po preteklost je nas v marsičem onesposobila za tako sodelovanje, revolucija nas je razdelila. Že pred vojno so poskusi komunistov uspeli razdeliti kristjane. Med vojno so delitev v zakoni s popolno prevlado nad narodom, ki je seveda večina ni mogla sprejeti, in po Viktorju Blažiču je bila to naravna pot v delitev naroda. Tako komunistom po Blažiču Lamberterih je napravil veliko uslugo svojo spomnico Italijanom leta 1942. Seveda pa je vprašanje, ali bi bila možna kakva druga različica, če se je isto zgodilo Draži Mihajloviću, ki se je postavil podobno Nemcem in komunistom. A žal danes ponavljamo to matrico delitve. Posvet leta 1995 na poti k resnici in spravi je bil klic pomladniku politikov. Zelo neokusna je zato izjava Demosovega prvaka, češ da je cerkev povzročila delitve. Cerkev si je vedno zelo prizadevala in o tem pričajo mnogi zato, da bi pri tem sodelovali, čeprav seveda ne zanikam, da tudi v cerkvi ni bilo koga, ki je deloval razdeljano. Gotovo pa nismo bili dovolj odločni, presebni in še danes pogrešamo tako v cerkvi kot družbenem življenju dogovor presebnih in odgovornih ljudi za narodov prihodnost. Le to je lahko pot iz tragične dediščine po preteklosti, zahteva pa našo soodgovornost in pripravljenost za uveljav demokratičnih načel, ki veljajo v Evropi in naše presebno zauzemanje za njih. Hvala lepa. Za razpravo, ki je predvidena po drugem delu današnjega posveta. Za vse tiste, ki bi pa mogoče želeli te prispevke še enkrat
poslušati ali pogledati, naj povem, da se posvet snema in bo objavljen na strokovni televiziji RTV Zgledar, na kanalu YouTube in sicer posamezno referenci in celotnih vseh skupaj, na spletni strani Zgledar.si in na spletni strani Študijskega centra za narodno spravo, na Radio Vatikan in na Radio Ognjišče, na nekaterih lokalnih televizijah in verjetno še kje. Predlagam kratek odmor, nadaljujem ob 11:10 minut, ko bodo spregovorili dr. Tamara Grečisa-Pečar, dr. Gregor Jemuš, gospod Ivo Jevnikar in dr. Aleš